your hands down! Put your hands up, play! It's amazing, I'm the reason everybody fired up this evening. I'm exhausted, barely breathing. 3, 2, 1, Slovenija je evropski prvak! Slovenija je najboljša v Evropi! Slovenija je pokorila košarkarsko Evropo! Vse velikane evropske košarke! So amazing. Ali imajo pronasto medaljo, bomo izvedeli čez 7 sekund. Prekršal, bravo, Slovenija! Žoga sicer za Hrvate, ni časa! Bravo! Slovenija ima bron! I'm a problem that I never. Tako je, tu je sedaj Ačimović strel proti praznim vratom i gol! Ačimović gol proti 1! Gol sredine igrišča Mile Ačimović! To je izjemen zadetek Ačimovića! Sredine igrišča je premagal So amazing. Vrcišča skakalnice, kako daleč, pa poletel blizu svetovnega rekorda. Ali je to nov svetovni rekord Petra Prevca in zmaga? Mislim, da se bo dogodilo tisto, o čemer smo sanjali toliko časa. 250 metrov, nov svetovni rekord Petra Prevca. So amazing. It's amazing. Blaž, živo, pozdravljen. Zdravo, Matej, kako? Dobro, pa ti? Nabral kondicijo za svetovno že? Ja, toliko kot potrebujem sem, sicer ne bom mogel si ogledati vseh tekem, tako kot sem to počel prejšnja prvenstva, kajti z leti pridejo tudi druge obveznosti. Nisi več na vrhuncu. Tako in bom mogel kakšno tekmo nekoliko jih selekcionirati, ampak še vedno dovolj bom pogledal, da bom imel ta gušt. Minute. Tako še vedno tale gušt svetovnega prvenstva, tale mesec in bom na tekočem in se ga že zelo veselim. Ja, no ja, seveda, jaz isto in tako kot prepričan sem velika večina najnih poslušalcev, bomo poskušali pogledati, kar se le da, seveda tudi pogledati tisto, česar se ne da in tudi tekme, ki morda niso tako zanimive in ja, saj v tem prvem delu prvenstva bo kar veliko takih eksotičnih tekem, ko se nekako znajdeš pred televizorjem in gledaš in se praviš, zakaj za vraga pa jaz gledam Saudsko Arabijo in Iran, ampak gledaš. No ja, ne vem, če sta v isti skupini, ampak mislim, da bo tekem na podobnem nivoju kar nekaj in tudi dovolj prostega časa, ampak ja, to je osrednji športni dogodek, ki ga seveda spremljajo po celem svetu. Svetovna religija za en mesec se zaustavi vse in vsaj včasih tudi vojne in bitke in se preselijo na nogometne zelenice te bitke in v naslednjem mesecu bomo lahko uživali ob spremljanju svetovnega prvenstva, kjer pa nažalost ne bo slovenske nogometne reprezentance, zato poleg seveda svetovnega prvenstva bo v tem podcastu spregovorila tudi o parih dogodkih, ki bodo pa zelo zanimivi za slovenske ljubitelje športa. Namreč nekaj besed bo namenila tudi zaključku prvenstva, košarkarskega in nogometnega. V obeh prvenstvih smo spremljali zelo razburljiv in zanimiv zaključek prvenstva, potem pa še nekaj besed o obeh reprezentancah, košarkarski in nogometni, ker namreč tudi tukaj se obetajo določene spremembe oziroma obe reprezentanci sta že v procesu teh sprememb in tudi, ko govorimo o tekmovalnih formatih in vsem tem Ligi narodov, nekaj sva rekla, kakšno besedo, da se bo malce zazrla proti prihodnosti slovenske reprezentance in tem bodočem tekmovanju. Tako da bo ena taka košarkarsko-nogometna debata tistih najbolj zanimivih in aktualnih tem v zadnjem času. Sva rekla, lahko bi tudi kakšno besedo o rokometni reprezentanci namenila, tudi hokejski, tudi tukaj zanimive, za rokomet, seveda kvalifikacije pravkar potekajo in morda tudi tam se obetajo spremembe. Da ne bova predolga, bova tokrat se zadržala pri košarki in nogometu in morda v enem izmed prihodnjih podcastov, če seveda pride do teh že omenjenih sprememb, spregovorila več tudi o ostalih reprezentancah. Tako da več kot dovolj tem, mislim, da Blaž za tokratni podcast, ampak preden začnejo, morda samo tistih 30 sekund, če lahko zatežiš najnim poslušalcem s tisto stvarjo, ki je pravzaprav izjemno pomembna. Ja, predno zatežim z všečki, lajki in vsem tem. Najin podcast uradno še nima nekega imena, tako da vabiva vse tiste redne poslušalce in pa tudi tiste, ki na novo poslušate, da če imate kakšen predlog, pustite ga v komentarju in če bo res dober, ga bova tudi seveda upoštevala. Tako da hvala že vnaprej za vse predloge, ki jih boste poslali. Ja. Sedaj pa bi rad za
težil še s tistimi všečki, se pravi tisti, ki ne jo poslušate preko YouTuba, če lahko se naročite na kanal, traja samo sekundico. In pa... Ja, to je predvsem pomembno, ne všečki, naročnine. Tako in če pustite kakšen všeček na ta video, komentar, če pustite, seveda tisti, ki ne jo poslušate preko iTunesov, da pustite oceno na iTunesih, morda kakšen komentar in pa tisti preko SoundClouda enako, če se lahko naročite na kanal in pa pustite kakšen všeček pod tem posnetkom. Namreč tako nama pomagate, da lahko več časa vlagava v te podcaste, kajti velikokrat dobiva vprašanja, zakaj nimava več podcastov na teden, zakaj nisva bolj redna, vendar enostavno včasih časovno ne znese in z več naročninami na vseh teh kanalih bova lahko tudi več časa vložila v te podcaste in bila tudi precej bolj redna in tudi bolj pogosta. Tako ja, mislim, da si povedal vse tisto, kar je najbolj pomembno, ampak bodi dovolj tega teženja z naročninami in všečki, ki so ne glede na vse tako pomembne, da morava vsakič malce zatežiti s tem, ampak dovolj zdaj tega. Pojdiva na današnje teme, sva rekla, Blaž, da bi najprej morda se lotila košarke, pa kaj bi ti bom dal možnost za izbiro, a greva najprej na reprezentanco ali morda na zaključek prvenstva in klubsko sceno. Morda greva najprej na klubsko sceno, glede na to, da reprezentanca šele prihaja, recimo temu, tekme reprezentance. Klubska scena je pa že zaključena. Tako, ja. Dejansko kaj povedati o slovenski klubski sceni, vsaj v tem zaključku? Morda to, da je bil finale precej bolj kvaliteten, kot se je to pričakovalo. Igrala se je zelo dobra košarka in pa tudi nasplošno se mi zdi, da se je ta sezona za slovenske klube na koncu odvila kar dobro. Namreč Olimpija je ostala v prvi ABA ligi, Krka se je preko druge ABA lige uvrstila v to tekmovanje, Primorska kaže neke zelo dobre indice, da se dviguje, morda da bo ta tretji klub, morda celo drugi klub, če prehiti Krko po kvaliteti v državi. In v loških seveda. In pa zraven tudi veseli dejstvo, da je Olimpija izgleda kot, da sedaj končno ima neke usmeritve, neke želje, nekaj, vsaj na papirju zgleda, da se zgodba razvija v pozitivno smer, vendar zato je treba počakati še nekaj časa na papirju. Ja, zgledalo je tako ali drugače ta njihova sanacija, koliko 16-17 letna sanacija je seveda tako dolga, da kljub temu, da je sedanji direktor izjavil, da je ta sanacija sedaj končana, so pa vendarle vzeli posojilo, da so zaključili ta, tehnično to seveda pomeni, da vendarle ni končana, vendar sprememba sponzorja, sprememba v vodstvu moštva morda le lahko kaže, tako kot si dejal, določene pozitivne spremembe in tudi sam zaključek prvenstva, 5. odločilna tekma je na koncu odločala o državnem prvaku. In to celo po podaljšku, kar tako je še dodatno dodalo zanimivost tej finalni seriji. Tudi samo število gledalcev je bilo spodbudno, se mi zdi, da se je publika vendarle počasi začela vračati, vsaj v tem velikem finalu na koncu. In kot si sam dejal, tudi sama košarka, kvaliteta košarke je vsekakor presegala, če temu tako rečemo, recimo višino vložkov. Vsaj meni se je tako zdelo, da glede na to, koliko denarja se vlaga, glede na to, da se je ta sezona, pravzaprav po tistem seveda gromozanskem uspehu, zgodovinskem uspehu reprezentance, takoj potem, kakšen teden kasneje, začela pravzaprav stavko sodnikov, če se spomniš, Blaž. Ja. Tako da na nek način od tistih višin nazaj v realnost slovenske klubske košarke in pomankanja, s katerim se soočajo, seveda ne samo sodniki, še bolj klubi, še bolj trenerji, še bolj tudi sami igralci plačila in ki zamujajo. Vsi vemo, kakšne težave so s tem in je potrebno povedati, da kljub vsem tem težavam, da sama kvaliteta, ne samo recimo košarkarskega, tudi nogometnega, v katerem bo kasneje, glede na vložke, je treba priznati, da vsekakor se igra kvaliteten ekipni šport, v tem primeru seveda kvalitetna košarka in da smo lahko v zaključku finala spremljali dobro, razborljivo košarko, nekaj zanimivih, recimo temu mladih, perspektivnih igralcev je dobilo svojo priložnost, neki večni talenti bodo verjetno ostali večni talenti, ampak o posameznih igralcih in morda finalu posameznih tekmah morda ne bi izgubljala preveč časa, vsi smo lahko spremljali ta zaključek prvenstva, ti si bil celo tam na tekmi v Stožicah.
In ja, vsekakor spodbudno tudi to morda lahko omeniva, da vendarle se je Krka po tistem izpadu iz prve ABA lige ekspresno potem letos vrnila zmago v drugi ABA ligi nazaj v prvo ABA ligo. In to je vsekakor že spet pomembno za slovensko klubsko košarko, ki je letos imela samo enega predstavnika v ABA ligi, v najmočnejši regionalni ligi, ki vendarle omogoča preko te lige seveda tudi stik z evropsko košarko in je za slovensko košarko izjemno pomembno, in da ima država evropskih prvakov samo enega predstavnika v tem regionalnem tekmovanju, je vendarle malce žalostno, in v tem sva midva že precej jamrala in jokala. Po samem evropskem prvenstvu so midva tist malce realne vode prilila na ogenj strasti, ki jih je raznel, če sem tako malo bolj poetičen, ki jih je raznelo tisto evropsko prvenstvo. Ja, smo padli potem hitro skozi že omenjeno stavko sodnikov v realnost, ampak ja, in v bistvu rad bi še povedal, da glede na te ambicije Primorske, Sixta Primorske, se zna zgoditi, da morda bo po naslednji sezoni Slovenija imela 3 predstavnike v Ligi ABA, kar pa bi bilo v bistvu za našo klubsko košarko zelo, zelo pozitivna stvar. Predvsem, kot si že dejal, ABA liga je napram slovenskemu prvenstvu kvalitetnejša, igrajo se bolj težje tekme, bolj kvalitetne tekme, kvalitetnejši nasprotniki in vedno se je dobro boriti z močnejšimi od sebe, kajti tako lahko napreduješ. In neka usmeritev, recimo, če se malo dotaknem še Olimpije, je tudi sedaj grejo vedno bolj v to, kar je Olimpija že bila, se pravi neka valilnica talentov, pripeljali so nekaj mladih sedaj igralcev, že med sezono Sanona, ki je tudi v beležkah nekaterih NBA skautov. Letos se bo podal na draft. Ja, sicer dvomim, da bo izbran, ampak morda kot draft and stash pozno v drugem krogu, morda, recimo igralec, ki bo zagotovo naslednjo sezono, naslednji 2 sezoni ostal še v Ljubljani, ampak take igralce ponavadi ekipe v NBA ligi izberejo kot projekte, ki ostanejo nekaj časa v Evropi, se razvijajo in jih potem morda, če se razvijajo do določene mere, pripeljajo seveda kot nizek izbor v drugem krogu, kaj dosti ne moreš riskirati. Tako je, in potem sedaj so pripeljali tega visokega igralca Šamaniča, tudi mlad hrvaški talent, ki mu nekateri napovedujejo celo top 5 izbor na draftu v prihodnosti. In v Olimpiji bodo tudi dobili dovolj priložnosti, da bodo lahko razvijali svoj talent in upajmo, da bo to, kar je sedaj na papirju, izgleda zelo lepo, da bo to tudi prenešeno dejansko v prakso, vendar je kar precej časa trajalo, da je prišlo do tega. In seveda bo trajalo, da se Olimpija vrne nazaj na stara pota. Midva sva že govorila o tem, kako velika napaka in tragedija je bila, da je seveda Olimpija izgubila stik z Euroligo, da je zapravila tisto A licenco, ki jo je imela toliko let kot ena izmed ustanoviteljic, pravzaprav ustanovnih članov Eurolige. In žalostno je seveda zdaj, da se bo Olimpija vrnila nazaj na tista pota, bo trajalo izjemno dolgo časa in predvsem še vedno pogrešam kakšne slovenske mlade talente, nadarjene igralce, okoli katerih, to je tisto namreč, kar publika lepo, da pridejo sedaj, se recimo tudi kakšni tuji talenti vidijo Olimpijo recimo kot priložnost za razvoj, košarkarski razvoj, to je vsekakor spodbuden znak, ampak potrebno je ekipo graditi zaradi tega, da seveda ima neko jedro navijačev in da lahko privabi publiko nazaj, je pa potrebno tudi neke domače zvezdnike ustvariti in neke domače talente. To pa je tisto, kar je pa Olimpija dolga leta seveda počela, dovoljevala odhode vseh naših najbolj nadarjenih mladih igralcev. Ne samo dovoljevala, zaradi neustreznega dela, zaradi tega, ker niso dobijali priložnosti v Olimpiji in še mnogih drugih razlogov, o katerih sem že dejal govorila, so zapuščali od Dončića naprej cela vrsta mladih igralcev ali pa igralcev recimo v mladih letih je zapustila Olimpijo v zadnjih 5, 6, 7 letih in da se bo, kot si sam dejal, da se bo Olimpija zopet vrnila na stara pot, da bo to, kar je predvsem pomembno za slovensko košarko, da ima na klubskem nivoju stik z najvišjim evropskim nivojem, brez tega to sva že dejala, mi ne bomo več želi takih uspehov, ne bomo več doživeli takega uspeha, kot je bil seveda naslov evropskih prvakov. Brez tega, da bo slovenska klubska košarka imela nek stik z najvišjim evropskim nivojem, brez nekega stabilnega kluba, si jaz ne znam predstavljati, da bi lahko naša reprezentanca v prihodnosti žela podobne uspehe. Ja, mislim, da ne samo podobne uspehe, mislim, da
če ne bomo imeli res stika za to vrhunsko evropsko klubsko košarko, da bodo težave že priti recimo ven iz skupine na velikih tekmovanjah, morda celo težave z uvrstitvijo na velika tekmovanja. In ko smo ravno pri teh velikih tekmovanjih, kvalifikacije sedaj so pred vrati in kljub recimo temu dobri generaciji, ki jo imamo, ki je evropski prvak, se lahko zgodi, da Slovenija ne bo na svetovnem prvenstvu. No, dobri generaciji, ampak ja, ogromno teh igralcev seveda sedaj ogromno. Ključni igralci seveda manjkajo v kvalifikacijah. O tem novem formatu kvalifikacij so že govorila, neumnosti FIBE s temi kvalifikacijskimi okni, kjer seveda igralci, ki igrajo v evroligaških klubih, niso morali biti zraven, niso mogli igrati za reprezentanco. Seveda zdaj za take manjše reprezentance, kot je naša, kjer nimamo možnost selekcije takega števila igralcev, kot je recimo Španija, Francija, druge večje evropske države, takim se seveda to najbolj pozna in seveda nam se je poznalo že z 2 porazoma. No ja, en je vsekakor bil pričakovan proti Španiji, vendar tisti proti Belorusiji pa ni bil pričakovan in tudi ni bil željan in tudi spravil našo reprezentanco v zelo v negotov in težak položaj. Se bo potrebno sedaj v tem poletnem roku, junij, julij, konec junija in začetku julija bosta še 2 tekmi, Španija, Črna Gora, bo verjetno potrebno 2-krat zmagati, namreč vse točke iz prvega dela se na to prenašajo v drugi del. Tem so tudi že nekaj govorila, da se je naša reprezentanca precej uštela s tem, ko so mislili, da se točke ne bodo prenašale v drugi del, in zato tudi so spustili Vidmarja na tisti tekmi proti Belorusiji, vsaj delno mislim, da je bil to razlog, na tisti tekmi proti Belorusiji nazaj v Turčijo. In to je bila tudi potem največja pomanjkljivost pod obročem, smo videli Zevala v obrambi, predvsem ogromna luknja. Ja, Dimec enostavno še ni pripravljen za tako visok nivo, da bi bil prvi center in da bi bil glavni nosilec pod obročem. Tista tekma je to vsekakor potrdila, da nekako preprosto. Tudi Dimec je recimo določen tip centra, ki ni dovolj gibljiv, da bi lahko recimo pokril te hitrejše evropske ekipe, kot je recimo Belorusija z veliko strelci in gibljivimi centri, ki se lahko potegnejo na trojko. V takem primeru recimo rabiš ravno kakšnega Randolfa, za katerega pa sedaj ne vemo, in to je tista negotovost tudi recimo v tem junijsko-julijskem roku. Namreč Blaž, midva sva gledala za Luko, recimo, ki je že pozval navijače, da bi prišli v čim večjem številu podpreti reprezentanco, ker seveda, kot sem dejal, verjetno bo potrebovala naša reprezentanca 2 zmagi, da ne bo potrebno v drugem delu potem trepetati. Trepetali bomo še vedno. Vsekakor, kot kaže, bo recimo, glede na to, s kom se križamo, na koncu recimo ali Latvija ali Slovenija, dvomim, da se boste obe reprezentanci uvrstili na svetovno prvenstvo, in recimo 2 reprezentanci, ki sta prikazali daleč najlepšo in najbolj zanimivo košarko na zadnjem evropskem prvenstvu, ne bo se tam torej na svetovnem prvenstvu ne bo ali Porzingisa ali pa Dončića, in že spet, to je tista neumnost FIBE, ki postavlja tak format in reprezentance v tak položaj. Mislim, jaz bom tako rekel, ni toliko neumnost ta format, kolikor je neumnost, da so ta format sforsirali, preden so se dogovorili z vsemi recimo zvezami, z vsemi temi klubskimi tekmovanji. Predvsem z Euroligo. Euroligo, ja, ker bom rekel, meni osebno je ta format zanimiv. V nogometu zelo dobro deluje, vmes so te premori, ko lahko gledamo reprezentanco, in tudi v košarki bi bilo to super, da imaš potem čez celo leto nekoliko stik s to reprezentanco, ne samo na koncu tistih nekaj pripravljalnih tekem, preden se gre na veliko tekmovanje, ampak to je enostavno bilo sforsirano, nedodelano in predvsem brez dogovora s temi največjimi ligami, in to je tisti srž problema, to je tista neumnost, ki se jo je FIBA privoščila. Ne toliko sistem, kot pač enostavno izvedba tega sistema, recimo temu. Tudi midva, ko sva gledala za Luko Dončića, ali bo sploh lahko igral sedaj v tem poletnem reprezentančnem ciklusu, je zelo, zelo mala verjetnost, oziroma lahko rečemo praktično ničta, kajti sedaj ga čaka zaključek španskega prvenstva, po zaključku španskega prvenstva bo verjetno takoj letel podpisati pogodbo v Ligo NBA in potem, da se bo vrnil, mislim, da ostane le dan, 2, 3 do tekem z reprezentanco, in potem takoj po tekmah z reprezentanco se bi moral vrniti nazaj v Ligo NBA, kjer ga čakajo začetni treningi, poletna liga in tako naprej, tako da jaz mislim, da ga
klub verjetno ne bo pustil, da bi se vrnil nazaj in zelo, zelo velika verjetnost je, da bomo naslednje tekme igrali brez Luke Dončića in potem tudi seveda naprej. Randolph je pa tudi vprašanje, kaj bo Randolph. Randolph načeloma naj ne bi šel v NBA, vendar vprašanje je, kaj se bo dogajalo med poletno tržnico. Zelo hitro se lahko zgodi, da bo morda dobil kakšno ponudbo kakšnega NBA kluba in tudi on je izgubljen. Vprašanje je tudi, ali bo želel igrati. No, zagotovo on mislim, da druga reprezentančna tekma je 1. ali 2. julija, konec junija, začetek julija. 28. junija in 1. julija, sta obe tekmi reprezentančni. Tako kot si ti sam že dejal, Luka bo igral v špansko prvenstvo tam do 21. 23. 24. junija, mislim, da v najboljšem primeru lahko konča sicer že prej tam 19. junija. Če Real v finalu, ki se pravzaprav začne danes, ko snemava ta podcast, pomete z Baskonijo, potem lahko že tam 19. junija, mislim, da odpotuje v Ameriko in se udeleži samega drafta, prisoten je na tem gala velikem dogodku. Ampak po vsej verjetnosti, če Real ne bo pometel z Baskonijo, če recimo na koncu 3-1, 3-2 ali pa morda igrajo celo 5. tekmo, potem pa se ne bo niti mogel udeležiti drafta in bo moral, tako kot si sam dejal, takoj po draftu potovati. In ti si dejal dan ali dva, tako 28. junij, če se odpravi recimo 23. 24. junija tja, seveda ni realno, da direktno iz letališča potem v Ljubljano nazaj na tekmo Španijo. Preprosto mislim, da ni realno, niti približno, niti najmanjše možnosti. Predvsem tudi zaradi tega, ker ga seveda klub ne bo pustil. Ko bo on odšel v NBA ligo, bo tam prva stvar opravil zdravniški pregled in podpisal pogodbo s klubom. Nato pa recimo, kljub temu, da že vemo, da Luka ne bo izbran na draftu kot prvi, Sansi so že dali vse indice, da ga ne bodo izbrali na draftu, vendar Luka bo dovolj visoki izbor, da moštvo, ki ga bo izbralo, ga zagotovo po podpisu pogodbe ne bo pustilo. Tudi recimo generalni direktor Sanso je tako mimogrede v javnosti še vedno niso dali izjave, da bodo izbrali Aytona, vendar glede na poročanje novinarjev, ki so blizu samemu vodstvu in glede na vse te posredne indice, lahko temu zagotovo tako sklepamo, tako tudi večina novinarjev poroča v Združenih državah, ampak recimo generalni direktor Sanso je že dejal, da tudi če bi slučajno izbrali Dončića in če ne bo igral na poletni ligi, ki se začne 6. julija, že tako da to je še en datum, kjer bi Luka moral biti, bo pa moštvo želelo, da je tam in ne samo Sansi, katerokoli moštvo ga bo izbralo, bo želelo, da je v Las Vegasu z bodočimi soigralci na poletni ligi, tudi če tam ne bo igral, ampak zato, da se pač ustvari določena kemija. Tako da preprosto časovno, če gledamo datume, kako so postavljeni, ni niti najmanjših možnosti, da bi Luka lahko potoval v ZDA, podpisal pogodbo, da ga oni pustijo nazaj za reprezentanco in seveda tako po končanih igrah za reprezentanco potuje nazaj v Ameriko. Preprosto, ni realno, zato lahko rečeva, da bo. Ampak tisto, kar sem že omenil, Randolph je tisti X-faktor, ki mene še morda malce bolj zanima, ravno zaradi tega, ker sem, kot so dejali, že Dimec je sedaj, tudi Vidmar bo prišel in igral za reprezentanco, vendar potrebujemo neko gibljivo šterko, ki lahko odigra tudi na položaju centra, morda celo bolj kot Dimca, če že imamo Vidmarja, seveda, v tem primeru. In brez Randolfa bo izjemno težko. Spomnimo se, kako so nas ti Španci na tisti prvi tekmi. Vse je šlo pod koš. In so nas nadskakali, ko je odšel Vidmar na klop, je Juriš na škoš in seveda na prodore in tem so uredili. Nažalost smo najbolj šibki ravno na položaju organizatorja igre in pa na položaju centra in to sta tudi dve poziciji, ki sta za moje pojme v trenutni košarki dve izmed najpomembnejših pozicij. In seveda to sta ta dva igralca, Dončić, ki lahko pomaga na položaju organizatorja, in Randolph, ki lahko pomaga na položaju centra. Goran Dragić se je že upokojil, oziroma povedal, da morda ga bo zanimalo še, da bi reprezentanci pomagal na olimpijskih igrah, če bi se tja uvrstila, vendar pot do tam je še tako dolga in roko na srce brez Gorana verjetno tudi dosti težja. Če bi hotel Goran igrati na olimpijskih, pol bi mogel verjetno zdaj prideti malo pomagati tukaj te dve tekmi odigrati. Tudi čez pol moči bi verjetno bilo več kot dobrodošlo. Ne samo pol moči, tam 30%, 35% Dragića je še vedno
je še vedno recimo 50% več kot, ja, ne bomo zdaj v konkretnih imenih, ampak ja, ne, mislim, takih igralcev, ne samo slovenska reprezentanca, Slovenija, Evropa ne premore in vsekakor ga bomo močno pogrešali, ampak tukaj ni kaj. On je svoje delal, povedal jasno in glasno, da v kvalifikacijah ali na svetovnem prvenstvu ne bo igral. Za olimpijske igre bomo pa videli, ampak ja, seveda, pot do tam je sedaj izjemno težka, predvsem zaradi tega, ker ne vemo, še vedno ne vemo, kdo bo lahko igral, tudi čeprav so dejala, da ne obstajajo realne možnosti za to, da bi se Dončić udeležil, pa ja, bomo videli. Če bi se slučajno pojavil v dresu slovenske reprezentance, bi to vsekakor pokazalo določeno pripadnost, ki bi bila že preko vseh meja. Ja, bi kar že malo kultno bilo vse skupaj, ja. V tem primeru, Luka, v tej situaciji, v kateri je sedaj, recimo, si predstavljam, da bi mu tudi njegov agent ne samo svetoval, vendar ga posedel na klopi in rekel, poslušaj, ne se zdaj heca, ti imaš možnost zaslužiti v karieri tam med 400 in 500 milijoni dolarjev, recimo, če izpolniš vsa pričakovanja, ki ti jih nalagajo na tvoja ramena. Govorimo v teoriji, ampak ja, to so številke, ki se recimo, če tvoja karijera traja 10-15 let in podpišeš 2 max pogodbi, so to že tiste nenormalne številke in je treba tudi o tem razmišljati, mislim. Ki pa morda bojo celo še više, glede na to, da čez nekaj let se bo podpisovala nova kolektivna pogodba in lahko da se bo zgodilo, da bodo te max pogodbe še više, tako da. Ja, blizu $500 milijonov, mislim, govori, ko omenjaš celo več kot $500 milijonov v karieri, ne, in to so ogromni denarji in tudi če govorimo o dosti manjših številkah, govorimo o celotni karieri v vsakem primeru. In ja, to je situacija, kjer se pravzaprav začenja kariera in kjer moraš biti zraven, zato seveda bo zelo težko za našo reprezentanco, ampak tisti, ki so igrali na zadnjih kvalifikacijskih tekmah, bodo verjetno vsi tam. Ampak ja, seveda, to pa je reprezentanca, ki verjetno ne bo dovolj močna, predvsem zato, ker Španci pa bodo prišli tudi za svojimi evroligaši, morda bo tudi recimo Margasol kakšen od veteranov zraven, tako da Španci bodo izjemno močni in seveda veliki favoriti, kot so pa že dejala, mi potrebujemo 2 zmagi in ja, zaenkrat precej negotova je tale bližnja prihodnost reprezentance, bomo videli. No? Po teh 2 tekmah bova seveda midva posnela en podcast in več povedala o samem poteku obeh tekem, do takrat pa. Ko smo ravno pri negotovih prihodnostih, se lahko nekoliko dotaknemo sedaj slovenskega klubskega nogometa. In to je bil dober prehod. Ja, in z negotovo prihodnostjo mislim na Olimpijo in na Maribor. Maribor je izgubil svojega športnega direktorja, Zahović je dal odpoved in dal jasno sporočilo, kaj si misli o celotni zadevi, ki se dogaja znotraj kluba, kjer bijejo ta notranji boj za moč in No, zdi se, da ta boj poteka v Ljubljani in Mariboru in to je recimo ena zanimiva paralela, na katero bi se lahko navezala. Ja, ampak je razlika med Mariborom. Pri Mariboru se borijo, kdo bo imel večjo moč v pisarnah, v Olimpiji pa se borijo bolj v tem, da Mandarić hoče samo pokazati, da ima vso moč v klubu in pač lahko počne, kar mu paše. Mislim, da gre za kar dobro paralelo. Mislim, vsod potekajo, v obeh klubih potekajo te zakulisne igrice in boji za oblast in za moč v klubu, določene struje, tako kot so recimo, midva sva, ja, ravno ob tistem škandalu, tisti aferi Zahović z novinarjem so midva posnela podcast, kjer je recimo takrat, če se spomnim, prav Olimpija imela še 10 točk prednosti v prvenstvu, ampak zanimivo je bilo recimo potem ta res razburljiv zaključek prvenstva, potem, če sam pogledava, preden greva na vse te intrige in spletke, morda samo kakšno besedo v samem prvenstvu, ki me tako, jaz bi se pa na to navezal, recimo, kot so dejala, že košarka in nogomet, glede na vložke, je v obeh največjih svetovnih športih, ki seveda zahtevata tudi najvišje vložke, zato da lahko gledaš kvalitetne tekme. Je zanimivo to, da smo v obeh športih spremljali zelo zanimiv, pester, razburljiv zaključek prvenstva, predvsem pa tudi kvalitetne tekme. Vsakem, recimo Maribor, Olimpija, tisti dva predzadnji. Zadnji derbi je bil to. In, ja, ampak pred zadnji krog, dva kroga pred koncem. Je bila vrhunska predstava. Odlična, ja, za sladokusce. Tako odprta z obeh strani, ogromno zadetkov in na koncu tudi dramatičen zaključek. In kaj češ lepšega, to je prava reklama za slovensko ligo in na koncu je ta tekma tudi odločila prvaka.
Čeprav verjetno nekateri bi rekli, da ga je odločil Skomina. Tako, ja, ampak sam se s tem ne bi strinjal. Tista 11-metrovka v Domžalah je bila čista. Zdaj, zakaj je branilec tako nespametno podrl Saviča, je drugo vprašanje. Ampak tista 11-metrovka je bila tako nesporna, da bolj mislim, čista kot so bi lahko dejali. Pravzaprav ni prvo nič spornega pri sami 11 metrov, ki šlo je za neumnost obrambnega igralca, za veliko neumnost obrambnega igralca. Vprašanje, če bi lahko takrat napadalec dobil žogo, Savič, če se ne motim, lahko še dobil žogo, ampak ja, ne bomo nikoli vedeli, ker se namreč obrambni igralec Domžal, mogoče se spomniš, kdo je, se ne spomnim imena, ampak naredil več kot jasno, čisto, nesporno napako, osebno napako. Vidim, da si še vedno precej pod vtisom NBA finala, osebne napake v nogometu in tako naprej, ampak dejansko ja, razborljivo zaključek prvenstva, tako kot sva dejala, in sedaj tudi razborljivo v pisarnah obeh klubov, kot sva že dejala, Zahovič zapustil klub in zanimivo bo videti, kdo bo sedaj prevzel to vlogo športnega direktorja. Ve se, da je Zahovič bil tam alfa in omega, imel je tudi na trenutke celo nerazumljivo visoko podporo strani navijačev kluba. Recimo, mislim, da ne gre za nerazumljivo, gre za razumljivo visoko podporo glede na uspehe njegovega dela v zadnjih letih. Hočem reči, da so mu bili pripravljeni oprostiti marsikatero napako, greh in njih bilo malo in tudi nekatere so bile precej neokusne, predvsem ta zadnja, pa tudi še prej lahko tisti Ibrahim in tako naprej, ampak ne bo več pogrevala tistih starih afer. Na drugi strani pa je bilo kar nekaj, ja. Na drugi strani pa pri Olimpiji Mandarić enostavno ni bil zadovoljen z trenerjem, nista nekako klapala osebnostno, bomo rekli, in na koncu seveda si je stari lisjak, kot je Mandarić, ki seveda ni prelisičil nikogar, čeprav si misli, da je navrgel nekaj, recimo temu obskurnih razlogov, zakaj Bišćan po osvojeni dvojni kroni ni dosegel njegovih pričakovanj, navrgel nekaj imen mladih igralcev, ki naj bi igrali v prvi ekipi Olimpije, čeprav niso sploh dovolj stari, da bi lahko tam zaigrali. Z njimi verjetno bi bila Olimpija še bolj oddaljena od tega naslova. Ja, to je ta paradoks. Ne. Z mladimi igralci verjetno ne bi bilo rezultatov in bi Bišćan odletel, potem z temi igralci, ki so jih pripeljali tujci, pa so bili rezultati, osvojil dvojno krono, vendar potem najdeš nek drug rad. Ja, odletel je pa potem zato, ker kao ni dal dovolj priložnosti mladim igralcem. To je ta paradoks in vsi vemo, da tukaj so bili razlogi povsem drugačni, kot pa dejansko, recimo temu športne narave, razvojne narave in kakšne narave. Za samo voljo, samo držo, tako kot si sam dejal, ostarelega lisjaka, starega lisjaka, Mandarića, ki verjetno se malce zabava še pred tistim končnim odhodom v pokoj. Saj tako se mi zdi, glede na te poteze, ker tisto, kar najbolj manjka pri Olimpiji, je morda neka kontinuiteta dela. Mislim, da je bilo tudi to pomembno pri uspehih Maribora. V zadnjih letih, da je vsaj tisto vodstvo bilo konstantno isto, ista vizija, isti načrti, cilji, vsi so delovali nekako sozvočno skupaj in to ponavadi prinaša tudi določene uspehe. Vemo, da seveda imeli so določene rošade na trenerskem položaju, vendar je Milanič kljub temu tudi pred tistim odhodom v Avstrijo in po prihodu nazaj vendarle tista konstanta, ki veže stvari skupaj, se vidi, da je vedno bil tista izbira. V Ljubljani pa preprosto ni tega in mene recimo sedanja situacija spominja na situacijo po prvi osvojitvi naslova oziroma po osvojitvi pred zadnjega naslova, tega zadnjega, ko so tudi Vanolija potem zamenjali. Ja, nekje vmes je skočil na ta Mandarićev trenerski vrtiljak. Takrat, ko je Mandarić prišel, so sezono začeli z Pušnikom, kjer so igrali resnično dober nogomet, igrali so verjetno še sedaj verjetno najboljši nogomet v zgodovini slovenske lige, resnično so igrali poletno, dobro, napadalno, z razlogom so jih nekateri označili tudi za slovensko Barcelono, resnično so igrali dober nogomet, na to nerazumljivo Pušnika odpustili, pripeljali Nikolića, ki je tudi igral soliden nogomet, bile so neke smernice, vendar potem po tistem izpadu, ko je izustil nekaj rasističnih žaljivk na račune Lekeja, moral klub zapustiti, prišel je za tistih nekaj končnih tekem v Vanoli, pripeljal naslov prvaka, potem mu je Mandarić namenil pogodbo, vsi smo se takrat prijeli za glavo, kajti Vanoli ni ravno slovel kot nek vrhunski strokovnjak.
Potem se je to tudi pokazalo. Hitro je zapustil stolček potem, ja. Hitro, vendar Vanoli je želel takrat igrati z tremi centralnimi branilci, potem je Protega pripeljal ogromno centralnih branilcev za njegov sistem, potem je odletel Vanoli, potem je odletel zaradi njega tudi Protega kot športni direktor, ker je narobe balansiral ekipo. Seveda, ker jo je prilagajal trenerju, ki so ga imeli. Prišel je Elsner, vrnil se je Stojič, ki je vmes že zapustil pozicijo športnega direktorja. Če se ne motim, ali... Ja, mislim, da še nekoliko pred Nikoličem prišel Elsner, potem so povsem zamenjali ekipo, celotno enajsterico. Potem je po prvi osvojitvi naslova je pravzaprav prišlo tudi do razprodaje. Ne toliko razprodaje, koliko je prišlo do razprodaje potem v jesenskem prestopnem roku, ko so potem balansirali ekipo, ki jo je Protega debalansiral. Potem seveda s čisto novo ekipo Elsner ni mogel narediti nič, prišel je ponovno Pušnik, ostalo mislim, da 2 ali 3 tekme, potem, ker so se uprli navijači, so Pušnika dali na stranski tir, tudi pustili še enkrat njega, prišel je potem Safet Hadžić, ki pa je v bistvu deloval kot scout v Olimpiji in tudi sedaj se je vrnil nazaj na to pozicijo. Prišel je Biščan, neznani trener, ki je v bistvu niti ni imel še licence, ko je prevzel Olimpijo. In to se je izkazalo potem za zelo dobro okrepitev Olimpije, čeprav je na trenutke igral preveč pragmatično, tudi za moj okus preveč pragmatično, znal je igrati tudi z 10 branilci, če bi bilo potrebno, seveda nekoliko pretiravam, vendar je tudi igral z večjim številom branilcev, če je bilo to potrebno in želel iztržiti predvsem rezultat. Olimpijo je predvsem bolj discipliniral, težko si jim dal gol, mislim, da so v celotni sezoni dobili le 12 ali 13 zadetkov, kar je na 36 tekmah izjemno dober podatek. Tudi dali so relativno veliko golov, mislim, da so imeli 3. napad lige za Domžalami in pa Mariborom. Na koncu je potem osvojil to dvojno krono in mesto zapustil zaradi že omenjenih težav z Mandarićem, ki pa je sedaj stoličil novega srbskega trenerja Stolico, ki naj bi igral... Stoličil je Stolico. Tako, ja, ki naj bi igral nogomet, ki ga Mandarić želi, naj bi vzgajal igralce, kot želi to Mandarić. In sedaj bomo videli, kaj bo, vendar pričakuje se ponovno razprodaja ekipe in kmalu bojo sledile kvalifikacije za Ligo prvakov, kjer pa Olimpija ni nosilec in lahko že v prvem krogu recimo naleti na Celtic. In to bo, mislim, da vse skupaj neka taka zelo čudna zmešnjava. In, še posebej, če bodo že spet razprodali ekipo, tako kot po tistem prvi osvojitvi oziroma pred zadnji osvojitvi naslova. To je tisto, kar sem želel povedati, da pri Mariboru pa namreč obstaja določena kontinuiteta in tako drastičnih sprememb, par sprememb na položaju trenerja po odhodu Milaniča, ampak potem 2 trenerja in seveda takoj nazaj že spet Milanič. Vsekakor ni šlo za tak, kot si ti sam dejal, trenerski vrtiljak, kot se odvija pod Mandarićem in ne v tako kratkem obdobju, ker pravzaprav trenerji dobivajo mesec, 2, 3 mesece priložnosti in se že hitro poslovijo. Tako da ja, in zaradi tega jaz seveda nisem optimist, oziroma vidim dolgoročno še vedno kljub tem odhodu recimo Zahoviča v Mariboru, se mi zdi, da kar se tiče nekih dolgoročnih ciljev in dela, je ta klub vseeno postavljen na precej bolj trdi osnovi kot pri Mandariću, kjer pravzaprav niti ne vemo, kako dolgo časa bo še Mandarić ostal na tem položaju. Brali smo v zadnjih mesecih že novice o tem, da želi prodati klub, komu ga želi prodati, neki sumljivi klubci iz nekih arabskih držav so se tudi omenjali kot morebitni investitorji, tako da nikoli ne vemo, kaj bo in kako se bo zadeva odvijala naprej, ker preprosto Mandarić tudi ni več najmlajši. In ni vezan na to okolje, tako kot seveda tisti, ki pri Mariboru skrbijo oziroma so najbolj odgovorni. In to je, mislim, da tista največja težava, največji problem. Jaz sem recimo vedno že od samega začetka sodil med tiste, ki so močno dvomili v to, da bo prihod Mandarića nekako pozitivno vplival na klub in okolje in neko dolgoročne cilje. Seveda z 2 naslovoma me je na nek način morda celo demantiral, ampak še vedno vse te poteze, ki kažejo, vmes kažejo samo na to, da recimo z nekim 5 do 10 milijonskim vložkom v slovenski nogometni prostor ti lahko na hitro recimo poskrbiš
pripelješ nek naslov prvaka, ker je to vse za slovenski prostor dovolj velik vložek, vendar, tako kot sem dejal, neko dolgoročno delo, neki trdni temelji, ki bi lahko morda klub pripeljali celo do kakšne udeležbe v Ligi prvakov, tako kot so Maribor. Tega pa preprosto jaz pri Olimpiji ne vidim, kot si ti sam dejal, tudi ti nisi optimist v prihajajočih kvalifikacijah. Ja, in če morda potegnem to usporednico z košarkarsko Olimpijo, ne, tudi ko je Mandarić prišel, je bilo podanih zelo veliko nekih obljub, nekih začrtanih ciljev, kam bo Olimpija peljala in spet pridemo do tega, ne, papir prenese vse, kaj pa je potem realnost, je pa druga zgodba in zaradi tega sem tudi nekoliko skeptičen glede košarkarske Olimpije, kajti takih primerov v Sloveniji je bilo že ogromno. Sam si seveda želim, da je tako nogometna kot košarkarska Olimpija, da bosta imele neke konkretne cilje, da bosta sledile neki viziji, kajti to je dobro za slovenski klubski nogomet, košarko, nasplošno za slovenski klubski šport je dobro, da imamo več močnih klubov, ki lahko konkurirajo tudi v Evropi in to je dobro potem naprej tudi za reprezentanco. To je vse res, ampak ja, ni povsem enaka situacija v nogometu in v košarki. V košarki enaka, recimo ni realno, da bi imeli dva tako močna kluba, se tudi v nogometu je težje, recimo v tako majhnih prostorih in to je tista stvar, ki je seveda jasna. Idealno je, če imaš recimo, če bi tako kot recimo v košarki pred 10 leti bila tako močna Krka, recimo spomnimo se tam. Ja, mislim, da celo v prvi sezoni Eurolige, da smo imeli 3, še Laško, takrat 3 klube v Euroligi, 3 močni, seveda niso bili vsi enako močni, takrat je bila tudi Olimpija močnejša od preostalih, ampak Krka je bila nekaj let zelo močna in ja, idealno bi bilo, da bi imeli dva recimo kluba, ki se lahko potencialno z dobrim načrtnim delom uvrstita v košarki in nogometu, uvrstita v Evropo, imata stik, ampak recimo vedno je ponavadi taka situacija, da je en klub tisti močnejši, ki vendarle vleče več sponzorskega denarja iz tako majhnega okolja. Zaradi tega, ja, mislim, potrebovali bi v nogometu in v košarki, se pa strinjam, potrebuješ en klub, ta klub kot je morda v nogometu Maribor, ki recimo lahko na vsake 5 let, morda 4 leta se enkrat uvrsti v Ligo prvakov. In mislim, da ni realno, da tako majhen prostor, kot je Slovenija, preživi 2 kluba, ki bi recimo lahko se enkrat na 4 leta uvrstila v Ligo prvakov. Mislim, da to finančno preprosto ni realno, tako kot ni realno v košarki, da bi preživeli 2 kluba, ki bi recimo lahko se morda preko ABA lige uvrstila v Euroligo. Mislim, da je realno samo, da ima Slovenija en ta klub in to je recimo vsaj zgodovinsko, glede na uspehe v zadnjih letih, je to v košarki recimo Olimpija, v nogometu pa vendarle še Maribor. Predvsem zaradi tega seveda, kot sva zdaj povedala in upam, da dovolj nazorno urisala, kje se, saj meni in mislim, da tudi tebi zdijo tiste največje težave Olimpije, predvsem ta negotovost vodstva v vodstvu, prihodnost moštva, ne vemo, ja, kako bo šlo, dela na kratek rok. Kdo dela v vodstvu in kakšni sumljivi tiči se tam motajo, sploh nisva niti spregovorila, tako da ja, in dejansko naslov prvakov seveda predvsej teh težav lahko pomete pod preprogo. Tako. In jaz sem mislil recimo, da bo skoraj da sem prepričan, da recimo, če Olimpija morda ne bi osvojila zdaj naslova prvakov, da bi morda se Mandarić že letos poslovil od kluba oziroma prodal klub. To je težko reči, kajti finta je tudi v tem, da Mandarić naj bi v klub vložil veliko denarja. Sam sem sicer nekoliko skeptičen, kajti Olimpija je tudi z prodajami igralcev ogromno zaslužila in koliko je dejansko dal Mandarić svojega denarja notri, je veliko vprašanje. Kar nekaj odmevnih prodaj se je odvilo v zadnjih letih, ja, kot so dejala po tistem prvem naslovu. Tako in sploh recimo, če ne omenjava vseh, ampak recimo že samo z Zajcem, Hentijem in pa Šporarjem so dobili skoraj 10 milijonov evrov, kar je za slovenski klubski nogomet ogromno denarja. Sedaj pa naj bi bila Olimpija po nekih podatkih zadolžena za približno 10 milijonov, oziroma teh 10 milijonov je vrednost, ki jo Mandarić zahteva za delež v Olimpiji, tako da zelo, zelo komplicirana situacija, ki mislim, da je nihče ne razume ravno najbolje in tudi težko je razumeti, ker ti pri Olimpiji to spretno skrivajo in nikoli se ne pove, kdo točno pije in kdo plača in od kje prihaja denar in kam gre denar in tako naprej in je vse skupaj zelo taka štorija, ki mislim, da bi vzela kar nekaj časa, da bi jo lahko nek laik razvozlal, ampak ko sva že
ravno bila prej pri tem, da potrebujemo močne klubske sredine za to, da potem to vpliva pozitivno tudi na reprezentanco. Se lahko nekoliko sedaj dotakneva slovenske reprezentance, ki je v neki prenovi, nosilci se poslavljajo, recimo na zadnje. Nekateri so se že poslovili, cesar Birsa. Ja, Birsa je ta zadnji, ki se je upokojil, pokoj je napovedal tudi Iličić po naslednjem kvalifikacijskem ciklusu. Čeprav cesar, kot smo slišali, ne ravno po lastnih željah, na drugi strani pa Birsa po lastnih željah, že precej zgodaj, recimo pri 31 letih, in seveda tudi v bližnji prihodnosti, to, ko si omenil te spremembe. Tisto, Blaž, kar najbolj bode v oči, je verjetno ravno neuspeh te sedanje generacije, ki se z Birso in Iličićem verjetno počasi poslavlja, oziroma se je poslovila, ki ni pravzaprav dosegla zadnjih 8 let. Ja, mislim, nobeno vrstitve na veliko prvenstvo. Ja, kar je kar škoda, ne. Sedaj sta tukaj. Lahko je več razlogov. Lahko je težava, da so bili slabo vodeni, kajti bilo je veliko kritik na vodenje reprezentance pod taktirko Srečka Katanca, po drugi strani pa je lahko tudi razlog, da smo to generacijo nekoliko precenjevali, ampak sam osebno še vedno mislim, da je bila ta generacija ena izmed bolj talentiranih v zgodovini slovenske reprezentance. Če jo primerjamo z seveda prejšnjo generacijo pod Katancem 1 in njihovimi uspehi in kje so igrali tisti igralci, je seveda sedanja reprezentanca za 2 razreda kvalitetnejša na eni strani, na drugi strani je pa sama pot do velikih tekmovanj bila sedaj, še posebej v zadnjih kvalifikacijah, neprimerno lažja. Ja, za evropsko prvenstvo precej lažja kot in bo v prihodnosti še lažja. Ja, veliko najnih poslušalcev verjetno ne ve, kako natančno bo delovala ta Liga narodov, namreč to je novo tekmovanje pod okriljem UEFA, kjer bodo tekmovale vse članice UEFA, vseh 55 držav. Zadeva je urejena nekako tako, da bodo tekme igrane med septembrom in novembrom. Skupine so narejene po kakovosti, se pravi, prva skupina A ima najkvalitetnejše reprezentance, skupina D ima najmanj kvalitetne in potem še vsaka ta skupina ima 4 podskupine. In naša reprezentanca je uvrščena v skupino C in sicer v skupino 3. Tretji kakovostni razred. In sicer v skupino 3, kjer bo tekmovala še z Norveško, Bolgarijo in Ciprom. In Liga narodov nekako poteka nekako tako, vsaka reprezentanca igra z vsako doma in v gosteh in potem 4 najboljše reprezentance v skupini A, B in C, se pravi zmagovalke svojih podskupin, se potem uvrstijo na nek zaključni turnir, kjer potem odigrajo še polfinale in finale in tiste reprezentance, ki potem zmagajo, se uvrstijo direktno na Evropsko prvenstvo in to je ta dodatna možnost kvalifikacij preko te Lige narodov na Evropsko prvenstvo. In to bo seveda potekalo pred samim začetkom kvalifikacij za naslednjo Evropsko prvenstvo. Zdaj ne vem, a potem za naslednjo svetovno prvenstvo bo ta Liga narodov štela za kvalifikacije za svetovno? Liga narodov šteje samo za Evropsko prvenstvo. Samo za Evropsko, torej potem ne bo niti vsaka Liga narodov prinašala udeležitev na veliko tekmovanje, takrat, ko bo za svetovno v tistem času. Ja, vsekakor spremembe. Razen, če bojo kaj spremenili, potem, ko bo svetovno prvenstvo se povečalo iz 32 na 48 ekip, morda se bo takrat ta Liga narodov upoštevala. Ko bodo še dodatno razvodeneli, že tako verjetno razvodenelo tekmovanje. Moram reči, da si morda bo o tem rekla kakšno besedo več kasneje, ampak ja, ko sva ravno gledala pare na seveda sedanjem svetovnem prvenstvu, res tiste mus tekme, ki jih bo treba nujno pogledati. Saj v tem začetku tekmovanja ni ravno veliko takih tekem, ki jih moraš pogledati, ampak ja, kot so dejali o tem več kasneje. V vsakem primeru se mi zdi ta Liga narodov, recimo, ko so že govorila FIBA, na eni strani Košarkarska zveza in na drugi strani UEFA, Evropska nogometna zveza, vsekakor se je precej bolje lotila UEFA sprememb tekmovalnega formata, precej bolj dolgoročno, dobro so razmislili, kako kot pa seveda FIBA, ki je prišla v konflikt z Euroligo, tega namreč v nogometu ni možno, da bi UEFA prišla, oziroma da bi Liga narodov prišla v konflikt z največjim evropskim klubskim tekmovanjem, v konflikt z Ligo prvakov. Si predstavljaš ta absurd? Ne, če je UEFA, je pač primer bi bil boljši, če bi recimo UEFA prišla v konflikt z Premier Ligo, ki ne bi hotela spustiti svojih igralcev na reprezentančno akcijo. Ne, mislim, ker gre v Euroliga, je pa na evropsko tekmovanje, ampak moja poanta je v tem, da je najboljše reprezentančno
najboljše tekmovanje v konfliktu z najboljšim klubskim tekmovanjem v košarki. In recimo to je situacija, ki bi lahko se pripetila, če bi se recimo roki Lige narodov prekrivali z roki Lige prvakov. Ja, ampak to je že v štartu drugačna ureditev, ker je povsem razumem, ampak že spet, to je situacija, okay, v kateri smo se našli v košarki. Roki Eurolige se prekrivajo z reprezentančnimi tekmami, ki se igrajo praktično na isti večer. In zaradi tega seveda tudi trpi kvaliteta samega tekmovanja. Tukaj bodo pa seveda vsi najboljši igralci za reprezentance igrali. No ja, ne vemo, če bo pri naši reprezentanci tako, namreč to je ena izmed stvari, v kateri morda lahko rečeva kakšno besedo. Priprave na to Ligo narodov, ki se začne jeseni, so se končale. Prijateljske tekme so bile odigrane. Ko govorimo o naši zdaj morda neki novi reprezentanci pod Kavčičem, novim selektorjem, nažalost, nobena od teh pripravljalnih tekem ni bila odigrana recimo z nosilci v bodočih kvalifikacijah, v Ligi narodov, ki bodo igrali v tem. Kampla ni bilo, Iličiča ni bilo, zdaj dobro, Oblak kot vratar, tudi delno so poškodbe, delno pa verjetno tudi govorice, da se bo morda preselil v kakšen velik klub, v vsakem primeru ni ga bilo na pripravljalnih tekmah. Zato morda kakšne zaključke še težko potegnemo. Midva sva recimo po tekmi z Avstrijo in Belorusijo sva že posnela en podcast, takrat povedala, da morda sva videla spremembe v igri, seveda Kavčič želi bolj napadalno igrati in se spraševala, a mi imamo igralce za tako tekmo. To je bila tema tistega, za tako igro. To je bila namreč tema tistega podcasta, a mi premoremo igralce za tak sistem, tako igro, kot jo želi Kavčič igrati, ali je bil v bistvu Katanec bliže igri, ki jo lahko sploh igramo. V končni fazi Katanec najboljše tekme pod Katancem so bile, ko so bili naši v podrejenem položaju, ko so igrali na kontre, in mislim, da je to recept, ki bi slovenski reprezentanci prinašal neke rezultate. V končni fazi Madžari so se na tak način uvrstili na veliko tekmovanje, Islandci igrajo nek podoben sistem, in to bi se dalo, in se mi zdi, da je sedaj pod Kavčičem na tej zadnji tekmi proti Črni Gori ni bila tolikšna razlika v kvaliteti napram prejšnjim tekmam, ampak je bil predvsem razlika v pristopu. Precej bolj so se borili, precej več želje so pokazali in igrali so nekak tak, recimo, sistem nekoliko bolj defenziven in izkoriščali napake nasprotnika in izkoriščali svoje priložnosti in bilo je zanimivo. Bila je v bistvu dobra tekma za pogledat. Naši sicer niso blesteli, kajti se le formira neka nova reprezentanca z novimi nosilci. V igranju vsekakor še niso, ampak tisto, kar mene seveda zaradi tega skrbi, je, da priložnosti za uigravanje ne bo več. Zdaj se začnejo, če temu tako rečemo, resna tekmovanja. To je res, ampak včasih enostavno ne moreš. Pridajo poškodbe, pridajo morda tudi prošnje strani klubov, ki pa prosijo, da ne vem, morda je bil igralec nekaj časa že poškodovan, je vlekel neko poškodbo in pač enostavno klubi prosijo reprezentanco, če lahko izpusti to reprezentančno akcijo, da sanira poškodbo in tako naprej, in ponavadi v takih primerih reprezentance, predvsem pred prijateljskimi tekmami, tudi ugodijo, tako da ravno to so bili razlogi, zakaj recimo ni bilo Kampla, Oblaka, tudi Iličiča in tako naprej, ampak te novi fantje so pokazali nekaj, da se da računati na njih, in mislim, da če bodo šli nekako s temi smernicami naprej, bi znala ta zgodba s Kavčičem biti uspešna, vendar še vedno je prezgodaj karkoli dejati, konkretno vleči neke zaključke, kajti 3 tekme, ja. 3 tekme in lahko se zadeva obrne v nepopolni postavi. Tako, in zadeva se lahko zelo hitro obrne v eno ali v drugo smer, tako da je zelo težko govoriti, ampak imaš mogoče kakšna pričakovanja v tej skupini, kot si sam dejal, Slovenija, Norveška, Bolgarija, Cipr? Mislim, jaz iskreno bom presenečen, če bo Slovenija osvojila prvo mesto v tej skupini. Z Norvežani imamo že tradicionalno težave, s severnim nogometom imamo visokimi, močnimi, obrambnimi igralci, ponovadi. Vedno nismo na eni strani dovolj visoki in močni, na drugi strani pa dovolj tehnično podkovani, da bi lahko s hitrostjo in z igro na posest premagovali. Zato se mi zdi, da smo mi vedno tam nekje vmes proti tem Skandinavcem. Ne moremo se ravno odločiti, ampak dobro, no, to bo morda kasneje. Sicer ne pričakujem, da bi Slovenija izpadla v nižji rang tekmovanja, kajti če v svoji tej podskupini osvoji zadnje mesto, avtomatsko izpade v nižji rang tekmovanja, mislim, da tja ne bo padla, vendar mislim pa, da tudi ne bo osvojila tega prvega mesta in
In še naprej potem vidiš bivanje v mediokriteti. Ja, v tej C skupini vsaj mislim. Povprečju, ja, žal, ko tako vidiš recimo Islandijo v najboljši skupini, kako igra recimo Islandci v skupini z Belgijo, Švico, Islandijo, zelo lepo in zanimivo, ampak tudi Belgija in Švica recimo sta neki reprezentanci, s katerimi bi se mi po velikosti vsaj samih držav lahko primerjali in tukaj se vidi, da se da z dobrim delom, dolgoročnim delom, načrtnim delom. Mislim, da je to ne samo v reprezentanci, ne samo v klubih, kot sva prej govorila, primerjala recimo Maribor in Olimpijo. Mislim, da je dolgoročno delo pomembno tudi v reprezentanci, zato seveda po teh 3 tekmah težko še rečeva, povlečejo določene zaključke. Vsekakor se vidi, da želi Kavčič uvesti določene spremembe. Ali bo uspešen pri tem, mi da so to dejali že po tistih prvih 2 tekmah, da bova pač pustila čas in potem sodila naprej jeseni, ko se bodo same tekme že začele in bile odigrane, morda kaj več takrat še povedala. Tako je, sedaj pa mislim, da je pravi čas, da se lotiva še tiste zadnje teme, ki nas bo okupirala cel mesec, tako je. Pred samim začetkom podcasta so ravno o tem debatirali, recimo, kakšna bo recimo gledanost, ko ni slovenske reprezentance v primerjavi, recimo, če bi seveda slovenska reprezentanca igrala, pa sem pripričana, da bo ogromno ljudi zapravilo precej časa pred televizorjem za spremljanje tekem, ampak ko so pa gledala, to sva nekaj že nakazala, to razvodenelost, ker si ti omenjal, na 48 reprezentanc se bo razširilo svetovno prvenstvo, pol sveta bo na koncu tam. In ko sva gledala recimo same tekme, seznam tekem, ki bodo odigrane recimo v skupinskem delu, katere bodo zanimive, prva poslastica seveda, ki jo najini poslušalci verjetno ne bodo zamudili, v petek tako že Portugalska, Španija, ampak potem v samih skupinah recimo to bo morda celo najboljša tekma skupin, najbolj zanimiva, najbolj spektakularna tekma, kroga. Ja, prvega kroga, ja, morda celo skupinskega dela. Misliš, da je kakšna... Ja, ta zadnja tekma med Belgijo in Anglijo mislim, da bo izjemno dobra, predvsem zaradi tega, ker če bo šlo vse po načrtih, se bosta Belgija in Anglija udarili za tisto prvo mesto in seveda lažjega nasprotnika potem v izločilnih bojih. Tako da ta tekma bi znala biti tudi izjemno zanimiva in seveda poleg te Portugalska, Španija verjetno tudi po kvaliteti reprezentanc, verjetno sta te 2 tekme tudi najbolj zanimive v tem skupinskem delu. Seveda bodo tudi druge, ki bodo zanimive, recimo Argentina, Hrvaška bo zanimiva za videti. To je recimo, ja. Brazilija, Švica bo tudi, Brazilija, Srbija tudi zanimivo za videti. Ampak tistih recimo klasik, ostali dvoboji so recimo tako, kot si omenil, Hrvaška, Argentina, ki že ni recimo rekel bi, enako vredna tekma. Prvi rang, ja. Tudi recimo, ja, kjer bi pa najbolj, recimo, če tako še rečejo, katera skupina se ti zdi morda najbolj zanimiva, tale Hrvaška z Nigerijo, Argentino, Islandijo. Ja, Islandci ta je izjemno zanimiva, ja. Vse ostale so pa nekako morda še skupina F z Mehiko, Švedsko, Južno Korejo, Nemčijo. Dobro, Južno Koreja nima nekih velikih možnosti, ampak ta je tudi recimo tako zanimiva skupina in bo zanimivo videti, kdo se bo vrstil potem v nadaljne tekmovanje. Nemčija brez dvoma, potem pa sta tukaj Švedska in Mehika. Sam osebno menim, da je Mehika po kvaliteti pred Švedsko, ampak vseeno je nogomet takšen šport, da lahko dnevna forma odloči marsikaj, tako da... In seveda tudi bitka 2 povsem različnih slogov. Tako, ja. Tukaj in tudi povsem 2 različnih, verjetno, velikosti igralcev. Tudi to, ja. In to bo zanimivo, kot tudi skupina E, Švica, Brazilija, Srbija, Kostarika. Kostarika je recimo na prejšnjih prvenstvih že znala mešati štrene. Če se ne motim, so izločili prav oni Američane iz... Tako je. Potem Srbi seveda imajo odlično reprezentanco, vezna linija Matić, Milinković, Savić, potem imajo tudi Dušan Tadić in tako naprej, tudi izjemno perspektivna reprezentanca. Brazilija, verjetno najmočnejša postava v zadnjih 10 letih, ki potuje na svetovno prvenstvo, sedaj se je po poškodbi vrnil tudi Neymar, v vezni liniji imajo sladke skrbi, Coutinho, Fred, Casemiro, Paulinho in tako naprej. Ja, na stavnicah so glavni favoriti oni prav za osvojitev naslova, malce pred Nemci. Tako in
Bo zanimivo, predvsem izločilni boji bojo potem zanimivi, sicer na zadnjih prvenstvih izločilni boji niso ravno neka vrhunska poslastica. Ponavadi vidimo najboljše tekme že v skupinskem delu, tiste tekme, recimo, kjer se v zadnji minuti odloča s kakšnim golom, kjer vidimo recimo 5 golov, 6 golov, take tekme 7 golov. Ja, tega v izločilnih ponavadi ni ravno. Predvsej bolj zaprto igrajo. Ja. Tako, razen morda kakšen 7-1, Brazilija, Nemčija in tako naprej, tisto, ki je še vedno neka šala, ki kroži po internetu s tem 7-1, to je bila ena izmed redkih tekem. Ponavadi so potem na izločilne boje bolj zaprte tekme in tam pridejo do izraza tudi bolj obrambno naravnane ekipe in recimo z obrambo in obrambno taktiko je Portugalska osvojila naslov evropskega prvaka in nekaj takega pričakujem tudi potem v izločilnih bojih. S tako taktiko so tudi Grki osvojili naslov evropskega prvaka. No, morda to več pove o evropskem prvenstvu, kot pa o kvaliteti. Ja, ampak predvsem o tem, kakšna igra morda lahko, čeprav seveda od tega je že kar nekaj cajta in tudi nogomet se v tem času nekoliko v šali to precej spremenil, ampak meni se zdi ta skupina Argentina, Islandija, Hrvaška, Nigerija, predvsem seveda zaradi vsem najbolj simpatičnih Islancev, mislim, da največ neutralnih navijačev bo verjetno ravno za Islance navijalo zaradi na eni strani njihovih fantastičnih navijačev in seveda zaradi tega, ker gre za reprezentanco, ker tudi amateri igrajo noter. Mislim, da so vsi profesionalci. Zdaj so že vsi včasih so bili, ampak glede na to, da imajo 300,000 ljudi na Islandiji in spravijo skupaj reprezentanco, ki pride na svetovno prvenstvo, mislim, da je to svoj vrsten dosežek. Bi pa morda omenjala sva Brazilijo, omenjala sva nekoliko Nemčijo, Portugalsko, Španijo. Argentine nisva pa nič. Argentine še nisva omenila. Argentina reprezentanca, ki na papirju obeta, ampak njihova težava je, da vezna linija ravno ni vrhunska. Vprašanje, kakšen sistem bo zastavil trenutni selektor, ki vprašanje, koliko časa bo še selektor, namreč prišle so neke obtožbe v Argentini, da naj bi zlorabil eno izmed kuharic na Argentinski nogometni zvezi in Argentinska nogometna zveza naj bi tej kuharici plačala ogromne vsote denarja in to probala spraviti pod preprogo, vendar je to vseeno prišlo v javnost, tako da vprašanje, kaj se bo še tam dogajalo. Španci so tudi sedaj, potem ko je Real oznanil, da bo sedaj že bivši španski selektor postal njihov trener, so Španci po hitrem postopku ga odpustili in praktično dan pred prvenstvom postavili novega trenerja, tako da je bilo to kar zanimivo, ampak če se vrnem nekoliko k Argentini, Messi, predvsem tukaj je tisto vprašanje, ko je vedno debati največjega vseh časov ali pa največjega trenutno seveda Ronaldo, Messi. Ronaldo ima zdaj to prednost pred Messijem, da je naredil rezultat tudi z reprezentanco, sicer na evropskem prvenstvu, ampak Messi pa ni še nobenega rezultata, tudi na južnoameriškem prvenstvu z reprezentanco ni še nič osvojil. Ima sicer medaljo iz U21, mladinske, ampak ta nažalost ne šteje veliko. Ne, če bi to štelo, potem bi dosti nogometažev bilo više rangiranih, ampak to je tisto, kar recimo mu še manjka in če v svoji karieri nikoli ne bo naredil uspeha z reprezentanco, je vprašanje, če bo potem nekoč čez 20, 30, 40 let, če bodo nogometni zgodovinarji ga uvrščali na isti nivo kot recimo Maradono. Ja, to je zelo dobro vprašanje. Sicer zame osebno on izjemno izvenserijski igralec in reprezentanca je... Ampak roko na srce vse uspehe v izolirani Barceloni obkrožen z najboljšimi igralci na svetu dosegal in manjka mu pa v neslabi Argentini. Ti sicer pojejo, da imajo težave, vendar konec koncev ta reprezentanca Argentine verjetno ni dosti boljša kot tista reprezentanca, s katero je Maradona recimo osvajal prvenstva. Ja, bi se morda strinjal s tabo, ampak še vedno je reprezentancija nekoliko drugače. Tukaj morda celo preveč pritiska dajo na Messija. Tam v Barceloni vseeno, čeprav odloča na koncu tekme, ampak vseeno ima toliko teh svojih igralcev, ki premorejo, da prevzamejo neko odgovornost poleg njega. Tega pa mu v Argentini nekoliko manjka. Se mi zdi, da nasplošno karakter te ekipe je nekoliko bolj tak medev, ali kako bi rekel, nimajo nekih izrazitih vodij v reprezentanci. Ja, mislim, da se pritisk na Messija v argentinski reprezentanci ni večji kot na Ronalda v portugalski. To je res, ampak Argentina na papiru ima še vedno boljšo ekipo kot pa Portugalska. Ne? Tako da, če recimo ampak ravno zaradi tega je pritisk tudi upravičeno toliko večji, ker če bo recimo Ronaldo naredil več na tem prvenstvu kot Messi iz Portugalsko, prišel morda dlje kot recimo Argentina, potem je to še ena,
kako ne rečemo, še en argument v torbo Ronalda napram Messiju in najboljšem nogometašu trenutno, sedanje dobe, moderne dobe, recimo 2000-ih. Ja, in pač midva toliko, da ne bojo slučajno pluvali, da pač Messi je tehnično še vedno pred Ronaldom 1 ali pa 2 razreda, ampak enostavno govorimo o igralcu, o celovitem igralcu, ne govorimo o tehniki in ne govorimo seveda in o tem, kar šteje na koncu tudi pri recimo zlatih žogah, in to so uspehi z ekipami. In goli in konec koncev tudi statistika, a veš, statistika golov je mislim, da na Ronaldovi strani. Sta tam, pač, ker če bi gledala samo statistiko, je Messi zraven ima, mislim, da še 10krat več podaj kot to je pa res, Ronaldo, to je pa res. Tako da sama statistika, ampak uspeh moštva je tisto, kar je prva stvar, ki jo omenjajo vsi novinarji, vsi, ki glasujejo za zlato žogo in tako naprej. Prvo je uspeh moštva in če je moštvo uspešno, potem je tudi individualni lahko uspešen. Sej, nekaj podobnega je v košarki z MVP naslovom. Če je moštvo uspešno, potem MVP naziv gre ponavadi v roke tistega, ki igra tudi v najboljšem moštvu in predvsem za finale lige NBA je pa tako ali tako znano, da dobi naslov MVP finala tisti, ki je zmagal na koncu, se pravi igralec moštva, ki je zmagal. Ampak morda, če sva se zdaj nekoliko zapletla pri Argentini, vidiš ti slučajno mogoče zate kakšnega tihega favorita, ki bi ga izpostavil, ki morda upaš, da bi presenetil za končno zmago? Zdaj vprašanje je, kaj podrazumevaš pod tihim favoritom, recimo Francija, saj na stavnicah ne sodi med glavne favorite, pa vendarle ne bi bil presenečen, če se seveda uvrstijo v finale, glede na igre njihovih igralcev po celotni Evropi, ne samo v Franciji. Belgija, vsekakor Anglija, to še sedaj vemo, da bodo tako kot vsako prvenstvo razočarali in domov odšli z dolgimi naslovi. Mislim, da se letos ne bo nič spremenilo. Če bi recimo Anglija dosegla nek uspeh, se uvrstila v finale, bi bil to vsekakor veliko presenečenje, šok in... Ja, imajo neko krizo, nekaj enostavno ne špila, ampak recimo, ko sva gledala te... Se pravi stavnice, a ne, Belgija za mene osebno je nekoliko presenetljivo nizko, kajti Belgija na papirju ima fantastično reprezentanco in mislim, da oni so moj tihi favorit za končno zmago. Zdaj, a jim bo uspelo, je drugo vprašanje, kaj ti odloča veliko dejavnikov, ampak samo, če gledam igralce, ki igrajo Hazard, potem obrambna linija Alderweireld, Vertonghen, potem v napadu Lukaku, Dries Mertens, dejansko ogromno kvalitetnih igralcev in imajo izjemno generacijo in jaz osebno, oni so moj tihi favorit za finale. Se pravi, že spet odvisno, če misliš recimo kakšnega popolnega outsiderja, ki bi morda lahko naredil tisto neko, ker v nogometu tisti popolni outsiderji... To sva se že strinjala, da bo Islandija. Mislim, recimo, za tak primer v zadnjih letih, v zadnjih desetletjih je recimo samo Grčija, recimo, ko bi lahko dejal, da recimo neka reprezentanca, za katero nihče ne pričakuje, da bi v takem smislu tak outsider. Belgija, mislim, zaradi tega sem rekel, odvisno, kaj misliš po tihi favorit. Belgija je recimo zagotovo tudi po imenih, ki si sedaj našteval, je to vseeno reprezentanca, ki sodi recimo med 8-7 najboljših reprezentanc. Mislim, da celo še više. Tako da, zdaj že spet, vprašanje, kaj je to tihi, recimo kot tisti popolni outsider, oziroma ne popolni outsider, ampak večji bi jaz recimo kakšno Švico morda za kakšno presenetljivo uvrstitev v polfinale. Vedno kakšna afriška reprezentanca zna morda presenetiti, čeprav vedno potem v zaključenih bojih tudi zna razočarati, v tistih skupinskih navdušiti in potem hitro potem neuko in na nespreten način izgubiti. Zdaj, najmanj možnosti na stavnicah za uvrstitev naslova ima Saudska Arabija, potem pa recimo Panama, Tunizija, Kostarika in Iran niso ravno zelo daleč, tudi recimo Avstralija in Južna Koreja še sodijo sem, tako da in seveda za te popolne outsiderje ne, tukaj ni nobenega. Ne, tukaj jaz tudi nimam nobenega. Tako da, ampak vedno recimo od teh, ki so tudi zelo nizko, kakšna Nigerija vedno lahko kakšen rezultat naredi, ampak ja, za uvrstitev v finale
takega outsiderja, mislim, je treba še vedno gledati tistih najboljših 8 reprezentanc, morda pogojno 9, 10, ampak že to je seveda ampak težko. Recimo Belgija nobene pričakuje, da bodo osvojili svetovno prvenstvo. Bolje tako, ne bi bilo presenečenje, če bi ga osvojili, noben pa ne pričakuje, da ga bodo osvojili. Ja, mislim, vsekako recimo na stavnicah je Belgija pred Anglijo, više od Anglije, tudi više od Portugalske in Hrvaške, tako da Urugvaja. Urugvaja tudi, ja, in tudi Rusije precej više, recimo morda Rusi kot domačini, čeprav že spet sedaj nimajo, recimo so imeli že boljše reprezentance v zadnjih 3 prvenstvih, 4 prvenstvih so imeli že boljšo reprezentanco, predvsem na tistem evropskem v Avstriji in kje še? Na Švica pa Avstrija je bilo takrat. Avstrija in Švica, ja, 2 državi, ja, ker namreč, kot smo gledali v prihodnosti, verjetno bo zelo zanimivo tisto prvenstvo, ki bo potem potekalo naslednje, ki bo potekalo pa v 13 različnih državah. To se mi zdi tudi še ena, recimo, tako mimogrede zanimiva sprememba formata. Tudi seveda, ja, ni več smiselno, da prvenstva potekajo v eni državi, sedaj, ko so letalske povezave tako dobre. Tako da, ja, predvsem seveda jaz kot nevtralni navijač sem že dejal Islandijo. Za Islandijo bom navijal njihove tekme, bom pogledal preprosto zaradi tega, ker seveda je vedno lepo videti majhno reprezentanco, tistega ultimativnega underdoga, ki mu uspe. Na koncu seveda po vsej verjetnosti, tako kot vedno, tiste največje reprezentance bodo na koncu v polfinalu, Brazilija, Nemčija, Španija, Francija, Argentina. Letos upam še na Angleže. No ja, jaz sem pa že rekel, kaj pričakujem od Angležev. Enostavno ne morem pomagati, ampak pri Angležih imam neko recimo... soft spot. Tako, ja, sem iskal slovenski izraz za soft spot. Toliko mižerije na reprezentačnem nivoju, da ti je že hudo za njih. Ja, in imam neko res to mehko točko za njih. Ja, zaradi tega, ko Premiership to gledaš. No, to je tudi res. In so mi simpatični in vsakič upam. Angleži so ti simpatični? Kot reprezentanca. Kot reprezentanca, njihovi igralci, njihovi razvajeni, Premiership razvajenčki, ki jim je treba 10-krat manj kot tujcem narediti v ekipah, pa so še vedno isto plačani. Zaradi tega seveda tudi vedno pogorijo na vseh prvenstvih, ker so njihovi tujci dosti boljši kot domačini. Čeprav letošnja reprezentanca vsaj na papirju ni tako zelo slaba kot recimo prejšnje, pa tudi prejšnje leta, ampak se mi zdi, da je v tej reprezentanci sedaj neka drugačna kemija, kot je veljala prej, ampak še vedno nisem prepričan sem v to, da nekega res odmevnega uspeha verjetno ne bodo naredili, ampak hkrati si pa potihem upam, da bi jim nekako le uspelo, kajti država nogometa, v bistvu ustanovitelji nogometa in že zelo dolgo časa je, odkar so nazadnje osvojili karkoli kot reprezentanca in morda je že čas, da pridajo vsaj do unega 3. mesta, če ne kaj več. Vsaj jaz imam ta soft spot za njih. Ja, no, dobro, v redu, velja. Bova videla in bova posnela tudi seveda še kakšen podcast v vmesnem času med samim svetovnim prvenstvom. Tudi če bodo kakšne odmevne afere, bova o tem tudi sigurno tega je vedno v nogometu dovolj. Tako da, ja. Bova sigurno kaj spregovorila. To pa po mojem bodi to za danes. Morda samo še omeniš, kje naj lahko, na katerih platformah naj lahko spremljajo in se na to posloviva. Ja, spremljate naj lahko na Facebooku, na NBA Slovenija, potem na Facebooku sedaj med nogometnim prvenstvom tudi nogometni prestopi in pa seveda na Twitterju sportinfo.si in pa spletni strani sportinfo.si. Sportinfo.si je ta glavna, ključna beseda, tako da vabljeni, pridite nas pogledat, na Twitterju pišite nama, rada odgovarjava, tudi na Facebooku napišite nama, če vas karkoli zanima ali imate kakršnokoli mnenje, vprašanje, karkoli napišite, zelo rada odgovarjava in tudi, če se le da, vsem odgovoriva v najkrajšem možnem času. To je to. Ja. Tako da hvala za poslušanje in se slišimo naslednjič. Živa. Put your hands down! Put your hands up, play!